Nocoj bomo na odru dvorane Union priča melodijam klavirja in violončela. Kako je s to komorno igro? Ali lahko glasbeniku doprinese veliko? Ja, meni osebno je na nek način bolj zanimivo igrati z glasbeniki kot pa sam. V bistvu je čist drugačen občutek, če igraš sam ali pa z nekom drugim, ker pač če igraš sam, si odvisen samo od sebe, če igraš pa še z nekom, pa v bistvu se moraš prilagajati tudi tismu, ki igra s tabo, tako da v bistvu je dosti bolj zanimivo na nek način. Ne. Mislim, da je najboljše, da se udejstvuješ na oba načina, da je to zelo pomembno za glasbenika. Kot čelistu ne preostane dosti drugega, kot da se povezuje v komorne skupine, ker samo za čelo ni veliko literature in v glavnem je vse pisano za čelo in klavir. Ta literatura meji tudi nekako meji med komorno in solistično. Pa vsaka izkušnja tudi je dobrodošla in z Miho sicer zdaj prvič sama nastopava, ampak prej smo pa tudi že dolgo skupaj sodelovali v različnih komornih skupinah. Kakšen program ste pripravili za nocoj? Ja, slišali bomo 5. Beethovnovo sonato, nato Martinujeve variacije na Rossiniovo temo, po pauzi pa sledi Grigova sonata. Ali je v slovenskem prostoru dovolj platform, kjer lahko se mladi glasbeniki nenazadnje predstavljajo? Ja, v Sloveniji je tako, da za mladega glasbenika, če govorimo zdaj o glasbeniku do diplome akademije, je zelo veliko možnosti. Se pravi, v organizaciji Akademije za glasbo, potem sta tukaj še dve organizaciji, Glasbena mladina Slovenije in pa Glasbena mladina Ljubljanska, ki v bistvu sta zaslužni za to, da mladi imamo dosti možnosti. Problem nastane potem, ko enkrat glasbenik diplomira, ne? Se pravi, ta prehod iz teh mladinskih organizacij pa na profesionalne institucije. Tukaj pa v Sloveniji je ena velika luknja, v katero sva padla tudi midva zdaj z Nikotom, pač ker sva pred kratkim diplomirala in na tej stopni se je pa zelo težko uveljavljati, ker profesionalne institucije pa nimajo nekako posluha za kvalitetne mlade glasbenike, ampak nekako se večinoma pojavljajo tuji. Potrebovali bi neko morda društvo ali pa organizacijo, ki bi se posvetilo, ne vem, glasbenikom do 35. leta in organiziralo koncerte za njih. Ker vse te agencije, tudi vse imamo nekaj agencij, ampak ti so pa zelo komercialno naravnani in je težko priti zraven.